Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Na današnji novinarski konferenci bova s kolegom Gregorjem Peričem, vodjem poslanske skupine SMC, javnosti predstavila ključne rešitve predloga zakona o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki smo ga spisali poslanci koalicije. Zakon je bil vložen 16. julija letos. Koalicija, v kateri deluje tudi Nova Slovenija, se je s koalicijsko pogodbo zavezala, da bo s posebnim čutom delovala za starejše. Poleg tektonskih premikov na področju gradenj domov za starejše smo upokojencem pomagali tudi z višjimi pokojninami. Naj spomnim, izredna uskladitev pokojnin za 2% decembra lansko leto, kar je predstavljalo približno 94 milijonov evrov. Dvakrat solidarnostni protikoronski dodatek za vse upokojence z nižjimi pokojninami od 700 evrov, kar je zneslo približno 140 milijonov evrov. Zvišanjem najnižjih invalidskih pokojnin na 389 evrov, kar predstavlja približno 6,5 milijonov evrov letno. Zvišanje najnižjih pokojnin na 279 evrov, kar predstavlja 2,5 milijona evrov na leto. Zvišanje zagotovljene starostne pokojnine za 40 let delovne dobe na 620 evrov, kar predstavlja približno 35 milijonov evrov letno. In dvig odmernega odstotka za moške na 63,5% do 1.1.2023. Če k temu dodam še druga redna izplačila, redne uskladitve, pa tudi junija izplačani redni letni dodatek za leto 2021 v višini 156 milijonov evrov, so finančni učinki vseh teh navedenih dejstev na višini 745 milijonov evrov. V Novi Sloveniji smo prepričani in v tej smeri tudi delujemo, da pokojnina mora biti poštena in zadostna. Kdor je vse življenje delal, mora v jeseni življenja živeti dostojno in neodvisno. Kdor je v pokojninsko blagajno vplačeval več, mora imeti višjo pokojnino. Saj imamo različne višine absolutnih zneskov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Naše zaveze iz koalicijske pogodbe so praktično realizirane. Na poslanke in poslance, še posebej iz vrst koalicije, pa se seveda pogosto obračajo upokojenci, društvo upokojencev, zveza društev upokojencev, in ker smo blizu ljudem, jim prisluhnemo. In zato smo na podlagi teh razgovorov ugotovili, kje so še nekateri problemi, nekatere nelogičnosti, predvsem pa krivice, in zato smo se v koaliciji odločili, da bomo te nelogičnosti, te nepravilnosti, predvsem pa krivice tudi odpravili s pričujočo novelo. Kaj pravzaprav prinaša novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju? Obravnavali smo 5 skupin zavarovancev oziroma upravičencev, in sicer obravnavamo zavarovance, ki so ostali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi po 1. januarju 2013, takrat je namreč začel veljati SPIZ-2. Dotaknili smo se problematike pri družinah ali bolje očetih, ki želijo uveljavljati dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke. Tretja skupina so prejemniki vdovskih in družinskih pokojnin, ki so pravico pridobili po umrlem kmečkem zavarovancu
za ožji obseg pravic pred 1. januarjem 2021. Četrta skupina so prejemniki vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so te pravice pridobili pred 1. majem 2021, takrat je namreč začel veljati spis 2i, in kmečki zavarovanci, pretežno zavarovani za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno pokojninsko dobo. Poleg teh rešitev se vzpostavlja tudi zakonska pravna podlaga za sofinansiranje promocije in izvedbe rekreativnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in uživalcev pokojnin v okviru invalidskih in upokojenskih organizacij. To je bila posebej želja Zveze društev upokojencev, ki jo torej v tej noveli tudi realiziramo. Javnofinančni učinki so ocenjeni na 15 milijonov evrov na letni ravni. Zdaj pa predlagam, da kolega Perič predstavi podrobnejše rešitve za posamezne skupine upravičencev oziroma zavarovancev. Kolega, prosim. Hvala lepa, kolega Horvat. Lep pozdrav vsem, dober dan. Tako kot je bilo že povedano, v bistvu se v koaliciji in v vladi trudimo, da delamo korake naprej na vseh področjih, tudi na področju sociale. In lahko z veseljem povemo, da je bilo v tem času, v tem dobrem letu popol narejeno zelo veliko, še posebej na področju, ki ga pokrivajo upokojenci. Torej, že samo pokojnine so bile povišane v tem letu popol za 7,9, torej za praktično 8%. To je na letni ravni ena dodatna pokojnina, torej lahko bi rekli 13. pokojnina. Seveda pa so pri področni zakonodaji, ki ureja upokojevanje, še številne stvari, ki jih je potrebno urediti, še številne krivice oziroma nedoslednosti, in zato se ta zakonodaja vedno dopolnjuje in spreminja. In zato je nastal tudi ta predlog zakona, ki želi posamezne te anomalije odpraviti. Zdaj, kolega Horvat je že omenil, da ena od teh kategorij oziroma je ureditev položaja zavarovancev, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa se potem stvari so se na podlagi prehodno veljavne zakonodaje odvile na ta način, da so bili sicer zavarovani, ampak to zavarovanje potem ni teklo. Tako da s 1.1.2013 se potem to odstopanje odpravi in se ta njihova pravica še potem dodatno širi, se to odstopanje odpravlja. Potem naslednja kategorija je ureditev pravice do dodatnega odmernega odstotka za moške, v primeru, da ženska, torej partnerka, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do predčasne, starostne ali pa invalidske pokojnine ob pogoju soglasja ženske. To je nek ukrep, ki je namenjen temu, da se še dodatno pomaga tudi družinski politiki in se ta trud, ki je bil vložen tudi strani ženske, ustrezno vrednoti, ker z sedaj veljavno ureditvijo pride do situacij, ko to ni možno narediti in so tisti dodatki, ki so bili vezani na žensko, taki, da se potem moškemu enostavno ob soglasju ženske ne more povečati pokojnine. Tako da tukaj želimo tudi na nek način uravnotežiti vlogo, ki jo igrata oba partnerja pri vzgoji otrok, da se to potem pozna tudi pri pokojnini kasneje. Potem naslednja kategorija je uveljavitev enakosti pravic za prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin. Gre za tako imenovano izenačitev izvedenih pravic, predvsem na področju oziroma kar zadeva kmete, zlasti, kadar so ti pričevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnov, ki so se štele za širši obseg pravic. Torej,
Našli smo tudi veliko nekih nepravilnosti oziroma možnosti za popravke na področju upokojencev, ki so v aktivnem času bili kmetje, to je en sklop. Če grem na naslednji sklop, ki je vezan na področje kmetov, je nova odmera najnižje pokojnine za zavarovance, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili polno pokojninsko dobo. V tem smislu se najnižja pokojnina zvišuje iz, nekoliko bom zaokrožil, 280 evrov na 388 evrov. Potem naslednje področje, naslednji sklop je nova odmera vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja. To gre predvsem za pravice, ki so bile pridobljene pred uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2i. Tukaj se da tudi še odpraviti neka odstopanja in iti v korist zavarovancev. In pa zadnja kategorija, kot že rečeno, daje se pravno podlago Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za sofinanciranje promocije, predvsem pa za izvedbo rekreativnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in živalcev pokojnin. Tako da tukaj dajemo tudi poudarek na šport, na kakovostno preživljanje časa, na skratka nek boljši standard. Tako da smo želeli s to novelo nekako pokriti različna področja, kot že omenjeno, bodi si neka odstopanja, neke anomalije, tako nek dodatno pomoč družinski politiki, kmetom, pa tudi upokojencem na splošno, da lažje in bolj kakovostno preživljajo svoj čas. Tako da ocenjujemo, da je bilo v tem zadnjem dobrem letu popolno narejeno zelo veliko na tem področju, da so to sredstva, ki gredo ne v kakšne banke, v sanacijo bank in potem uidejo kam v tujino, ampak našim državljankam in državljanom, da je to možno zato, ker naše gospodarstvo dobro dela, se dobro odziva tudi na te krizne razmere in so to sredstva, ki se na vsezadnje tudi trošijo in vračajo nazaj v našo ekonomijo in pomagajo spet našemu gospodarstvu in državi. Tako da tukaj vidimo nek krog, ki se sklene in smo tudi v tem smislu optimistični, da bomo z temi ukrepi še dodatno pomagali ne samo ljudem, ampak tudi gospodarstvu kot takšnemu. Hvala lepa.